Življenje išče pot. Lepo pozdravljeni. Tudi danes bomo govorili o procesu posvojitve otroka, kar zahteva čas in dobro pripravo. Zato poskrbijo med drugim tudi v društvu Deteljica. Ena naših gosti je Marija Podbevšek-Kališnik, ki pravi, da je namen posvojitve dobrobit otroka in ne zapolnitev praznine posvojiteljskega para. Doktorica Viktorija Bevc pa bo spregovorila o tem, da posvojen otrok ni nepopisan list papirja, saj ima že izkušnjo zapuščenosti. Seveda je to tudi način oblikovanja družine, ko bioloških otrok v družini ni oziroma v partnerstvu ni, ampak prvenstveni namen posvojitve je to, da poskrbimo za otroka, ki ostane brez možnosti življenja v biološki družini, ali pa se predvideva, da te možnosti tudi ne bo, da bi se lahko vrnil v biološko družino. Takrat se potem izbere ukrep rejništva, če obstaja možnost, da se bo vrnil v družino. Se pravi, to pomeni, da vedno iščemo nov dom za otroka in ne obratno, ne iščemo otrok za pare. Da bi napolnili nek dom. Tako, Je nedvomno posvojitev tudi najboljši ukrep za zagotavljanje trajnosti odnosov za otroke, ki ne morejo živeti v družini, ampak moramo pa se zavedati, da je to tudi hkrati en najbolj radikalnih izkušenj, ki jih bo otrok v življenju doživel. In je zato pomembno, kaj bomo s to izkušnjo delali in kako se bomo na njo pripravili. Je doživljenjska izkušnja za posvojiteljsko družino in za otroka, ki ga posvoji. Tako da nikoli ne moramo reči, da se posvojitev konča z izdajo odločbe, ampak se takrat pravzaprav šele začne. In nedvomno bojo imeli tudi izzive, s katerimi se bojo skozi življenje soočali in srečevali z njimi. Tako da je to seveda eno zelo pomembno dejanje, da se na posvojitev dobro pripravijo starši. Zdaj pa seveda, se pravi, neki formalen proces ureja Center za socialno delo in sodišče. Ampak, tako kot vsi vemo, posvojitev ni samo praven proces. Je socialen proces, je čustven proces. In zavedati se, kakšne bodo potrebe posvojenega otroka, in seveda sprejeti tudi to, da ni nadomestek tvojega biološkega, je izredno pomembno, zato da bojo odnosi v družini lepo tekli, da bo dobro tekli, da bo šlo vsem dobro v življenju. In ne teče vedno lepo, ne teče vedno gladko, tudi če govorimo o bioloških otrocih, se zgodijo kdaj očitki, kje si se pa ti vzel, to pa nimaš po meni. Če pa govorimo o otrocih, ki jih je rodila neka druga mama in ki so sad nekega drugega očeta, potem verjamem, da je lahko teh očitkov še več. Se pravi, da priprava, da si res pripravljen na to, da boš dobro poskrbel za otroka, ne glede na to, katere so njegove hibe, kaj ti verjetno jih ima, je res pomembna, doktorica Viktorija Bevc. Ja, lejte, jaz sem, kako sem prej omenila, od 86. leta na tej sceni in prvih 5 let, ko sem delala, sem ugotovila, da otrok ne prinese veselja. Prišli so me pozdraviti nazaj ali pred posvojitvijo še kakšne stvari urejati in videla sem, da ženske so še vedno žalostne, predvsem ženske, ni bilo pravega veselja. In tako se je rodila ideja o pripravi, ker sem ugotovila, da je ostalo ogromno nepodelane bolečine. Ni bilo prostora, kjer bi o tem sploh lahko spregovorili. Ko priješ na center, si prišel po otroka, mora se maksimalno narediti, da boš otroka dobil, in seveda, kaj narediti, in predlagala sem, da začnemo s pripravami. Te priprave so pripeljale do tega, da so me naučile to, da absolutno ne smemo spregledati posledic in bolečine zaradi neplodnosti, in zato je ena glavnih točk v pripravi soočanje s tem. To pomeni, ko se sprejmem resnico, se soočim in se osvobodim tega strahu, ki deluje v meni. A zdaj pa brez otroka, kako bom živel brez otroka? Če bom pa imel otroka, kdo mi bo prišel otroka vzeti? Lejte, da se te stvari preprosto sčistijo. Da pride par do točke, ker tisto, kar imata sebe in drugega.
In na tem je treba takrat delovati, podelati to bolečino. Potem pa lahko pari, ko se osvobodijo tega, začnejo slišati in razumeti te potrebe, ki so nekoliko drugačne od otrok, ki so ostali v bioloških družinah. In te potrebe potem skozi program spoznajo, kako pomembno je sprejeti vse, kar otrok prinese v temu nahrbtniku. To pomeni očeta in mamo, po katerih je na svet prišel. Vse, kar stoji za njim. In ko na to pogledajo, ko se osvobodijo, lahko nekako z ljubeznijo pogledajo na vse to, kar otrok prinese. Potem je zelo pomembno, da tekom programa in izkušenj, ki jih vidijo v drugih družinah posvojiteljskih, ob drugih parih, nekako oblikujeta realna pričakovanja do otroka. Ne neka iluzorna, ne. Iluzorna so ta, ženska gre roditi v porodnišnico in pride z otrokom domov, ne. In otrok je kot nepopisan list papirja. Ni res. Ta otrok je veliko že prinesel, ta otrok je tudi že izkušnjo zapuščenosti doživel in ta par se mora na to pripraviti. Ne glede na to, koliko je star. Absolutno. Ima že to izkušnjo zapuščenosti. Absolutno. Dojenček ima izkušnjo zapuščenosti. In to vam bodo lahko kdaj kasneje v kakšnih vstaj povedali otroci sami, odrasli. Kako se to vleče za njimi lahko, ne? Kako to deluje na ta občutek varnosti, nekam pripadati, pripadnosti. Tukaj so vedno primanjkljaji pri teh otrocih. Ne glede na to, kako se potem v novem okolju počutijo. Ja. Tega ne more nihče nadomestiti. Če ni te iskrenosti, tega, da starši nekako posvojiteljski spodbujajo in dajejo vedeti, ti si naš, ampak s vsem spoštovanjem iz te družine, iz te rodbine prihajaš. To je tvoja mama, to je bil tvoj oče. Ne glede na to, lahko je bila pocestnica številka 1, zadnja. Lahko je bilo ne vem kaj. Ni to pomembno. Mi nimamo pravice kot posvojitelji soditi. Ampak sprejeti to usodo taka, kot je. To pomeni oblikovati realna pričakovanja do otroka. A bo 2 leti, ali bo dojenček, ali starejšega lahko, s kakšnimi primanjkljaji, s kakšnimi boleznimi. Druga zadeva, ki pa je pa to, da se res poučijo, kako s tem otrokom delati. In ko vse to doživijo, je zelo pomembna ta izkušnja njihova iz skupine, da dobijo prijateljske podskupince in družine in so za celo življenje povezani. In oni si lahko zelo veliko v življenju pomagajo s podporo, ne. Pogovor z Marijo Podbevšek-Kališnik in doktorico Viktorijo Bevc iz Društva posvojiteljskih družin Deteljica je v eni od marčevskih svetovalnic imela Tanja Dominka. Naj današnji izsek pogovora sklenem z mislijo gospe Viktorije. Rojstvo je božji dar in če tega ne znamo sprejeti in s spoštovanjem pogledati na biološke starše, tudi posvojitve ne bodo dobro tekle. Sestra Meta Potočnik, ki sem prispevek pripravila, vam želim mir in veselje velikonočnega časa. Nasvidenje. Življenje išče pot.